ali mogoče ima Putin kakšne skrite rezerve v kriptovalutah. Konec koncev so zdaj zasegali oziroma zamrznili kar lep del premoženja oziroma rezerv Ruske centralne banke, ki jo ima v zlatu in pa v drugih valutah. Tako da tukaj se pojavlja ta vprašanja, ali mogoče Putin kaj še ima. Poleg tega mogoče, samo še ta podatek povem, Rusi imajo po nekaterih podatkih, to sem tudi prebrala na Bloombergu, v lasti $200 milijard vrednih kriptovalut oziroma 12% celotnega kripto premoženja. Ja, zdaj, ta teza pač ima siguran možna izhodišča, ne. Mislim, da do zdaj, da Putin ni negativno komuniciral o digitalnih valutah. Tudi kar se tiče ruskih regulatorjev, v bistvu centralna banka sicer je rekla, da bi prepovedala, ampak pol v bistvu teden ali dva zatem v bistvu se pa finančno ministrstvo oglasilo, pa je rekla, ne bomo prepovedali, ampak bomo regulirali. Kar je dal slutiti v bistvu, tukaj so očitni različni pogledi, kar dostikrat razkrije v bistvu te interese v ozadju, ne. Se pravi, če nihče ne bi imel pozicije v kripto, ne, bi ta prepoved bila bistveno lažja. Če pa je kakšna pozicija, se pa ta interes tudi tako brani, ne, da se pa poišče kakšno rešitev, ki omogoča pač rečemo razvoj in nadaljnjo v bistvu tudi rast pač celotne industrije. Tako da moja teza bi bila tukaj, ja, ne bi podpisal, da nima nič. Vedeli pa ne bomo, ne. To je pa ta, ko bi rekel, lepa teza kriptovalut je tudi ta, ne, da pač ti omogoča del anonimnosti, dokler se ne srečaš z konverzijo v fiat valute, ne. Se pravi, vsaka kriptoborza danes, ki dela v bistvu menjavo, recimo iz bitcoina v evre ali pa dolarje ali pa karkoli, ne, preveri istovetnost stranke. Tudi vsaka borza v bistvu več ali manj preveri, od kod ti ta žeton, a ne, se pravi, da ne prihaja iz kakšnih, kako bi rekel, iz dark weba ali pa iz terorističnih področij in podobno, ne. Se pravi, ta del v bistvu to preverjamo. In tukaj v bistvu te flagi delujejo v tej smeri, da ni kaj veliko, se pravi, je to skrivanje je vse bolj oteženo, ne. Razen, če si ruska menjalnica, trenutno je 458 menjalnic na svetu in mogoče so to zrihtali prek kakšne ruske menjalnice, ne? Ja, veš, tukaj je spet ta trika, ne. Menjati nekaj za eno drugo valuto, ki spet v bistvu, se pravi, za ruski rubelj, ne. Ja, vprašanje, ne. Bomo videli, v bistvu, očitno je, da se te stvari tako hitro spreminjajo, ne, tudi na tem področju, ne, da ne govorimo, da gledamo na vsak, kaj bo nov mesec prinesel, ne, ampak skoraj kaj bo nov dan, ne, prinesel. In tudi ta del smo videli v bistvu strani evropskih politikov, ki so začeli špekulirati, kripto pa mogoče zelo, ne vem, ga je treba hitreje urejati, ker pač dopušča določene manipulacije, ne.